Danes vam predstavljam delo optika. Tisti, ki menite, da je poklic nezanimiv in da vsak lahko postane optik, se udobno namestite in pazljivo gledajte. Bil sem pri okulistu, pa so mi tole dali. Tole ni nič posebenega, kar se tega tiče, lahko midva kar zbirava okvirje od začetka do konca. Določeni ljudje želijo plastične okvirje, določeni se želijo skriti vzamejo očala na laks oziroma očala za zvrta, to so zelo neizrazita očala. Kar se tiče samih barv in modelov, je ogromno. Ni ne vem kako velikih za korekcijska očala. Če gledava pa sama sončna očala, so pa spet zelo velika, moderna. Predvsem tam je pomembna funkcija, da veliko steklo tudi zaščiti oko. Tako da tam je pravilno, da so očala velika. Ker sem bil tudi sam mnenja, da ni nič lažjega kot narediti očala, me je Špela prijazno odpeljala v delavnico, kjer sem pobliže spoznal njeno delo. Osnovno delo optika je izdelava očal. Čeprav v današnjem času v to smatramo tudi prodajo očal, to pomeni, da mora optik kar imeti nekaj znanja o optiki, se pravi o steklih, o materialih, kaj prodaja, kakšna stekla svetuje. Danes pa večino dela postorijo stroji, kar pa ne pomeni, da optik počiva. Najprej sama postrežba, da se stranki posvetimo, izberemo pravilen okvir, seveda zmeraj upoštevamo njene želje, svetujemo stekla, stekla se naročijo. Ko dobimo stekla, se delo nadaljuje v delavnici. Včasih je bila izdelava očal, da so se stekla poncentrirala, se pravi označijo se centri, naredila se je papirnata šablona po okvirju, s pomočjo te se je tudi oblikovalo steklo, se pravi najprej se je prerisala ta šablona na stekelce, potem se je z videonožkom obrezalo, na koncu se je z grezljicami grezljalo to steklo. Ko sva midva steklo pogrezljala, greva do diamantne šajbe, kjer se najprej na grobi šajbi na grobo pobrusi steklo, potem se naredi fino, zdaj je špic ali kajzer fazeta in pa sledi še fina dodelava tega roba. In pa končna montaža samega stekla v okvir. Pri opazovanju so me zasrbeli prsti in močno sem si zaželel narediti svoje očala. Najprej pa seveda učna ura. Kakšne sposobnosti pravzaprav mora imeti optik? Mora imeti neke estetike, veliko ročnih spretnosti, ogromno znanja, fizike, matematike celo. Navsezadnje pa tudi nekaj znanja o očesu, se pravi na področju, kjer ni več naše, tukaj stopijo pa strokovnjaki, predvsem iz medicinskega področja, da se ve človeka kdaj usmeriti tudi do okulista. Sedaj že mislim, da vem dovolj in da lahko sam poprimem za delo. Kot pravijo optiki, gre zlanje. Takoj me je začela zanimati plača, ker mi ta poklic res leži. Bolj ko si kvaliteten, več lahko zaslužiš. Se pravi, tukaj ni vse v kvantiteti, predvsem v kvaliteti. Šlo mi je odlično. No, mogoče samo dobro. Po 2 neuspelih poizkusih se je moja mentorica odločila, da bi mi morda dala že obgrezljano lečo, ki sem jo moral le še pobrusiti. Tole vstavim še semle noter, zategnem vijak, pa bo. Kdaj je pa okvir zrasel? Očitno sem se pri brušenju malce preveč navdušil. Zato mi je na pomoč priskočila izkušena oseba in mi predlagala, naj delo namesto mene rajše opravi stroj. Sedaj pa je prava velikost. Da poizkusimo, kako se prilegajo moji glavi. Sicer nič ne vidim, ampak rajše ne bom nič rekel. Menim, da imajo dovolj škode za en dan. Samo še pozanimam se, kako se izučim za optika, ker brez šole očitno ne bo šlo. Optična šola je v Rogaški Slatini, traja pa 4 leta. Mojster očesne optike, to je nadgradnja srednje optične šole. Predvsem v področju izmere dioptrije, refrakcije, znanja kontaktnih leč in pa same anatomije očesa. O mojstru še ne razmišljam. Trenutno so moje misli usmerjene v to, kako bom s svojimi unikatnimi očali varno prišel domov. Izdelavo pravih bom drugič raje prepustil profesionalcu.